Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Čas je za Tineta Križaniča. Tine, pozdravlje. Zdravo. Humor na dveh nogah, včasih na treh. Izvoli. Čuj, Fras. Ja. Pri psihiatru. Primek, povete. Krajnc, brez X. Vprašal sem vas, kako se pišete. Krajnc, brez X. Je pa v Krajncu ni X-a, je pa to vam pravim. Vedo, kako sem začel. Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 10 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen v tem studiu. Dober dan. Kaj bomo poslušali danes? 80, 90, 2000? Preden se lotimo, slišali smo zdaj Mandy, ne? Ja. Veš od kdaj je original? Original iz 70. Ja, leta 74 se je pisalo in Barry Manilow takrat posnel Mandy, ampak ta verzija od Westlife je kar popularna. Ja, kar vidi. Danes se bomo spomnili hita iz leta 80. Kaj danes je, mali petek? Ali je mali petek? Danes je mali petek, ja. Je mali, ne? Ja. Evo, viš, ne? Včeraj bil pa mali ponedeljek. Vse je zmešano, ampak vredo je, gledaj. Torej, iz leta 80 bomo slišali hit Call Me zasedbe Blondie. Tega smo lahko slišali v filmu American Gigolo. In v tem filmu se je na veliko sceno prebil takrat še dokaj neznan Richard Gere. Sama skladba pa govori o prostitutki. Soavtor pesmi je nihče drug kot italijanski oče diska Giorgio Moroder. In Leonio je hotel najprej posneti Stevie Nicks z vokalistko zasedbe Fleetwood Mac, ampak je sodelovanje zavrnila. Ne samo, da je Call Me postal najuspešnejši singl zasedbe Blondie, bil je tudi najbolje prodajen singl leta 80. Torej, res? Ni kar tak, ne? Okay. In kot zanimivost, kar 10 različnih skladb z naslovom Call Me se je uvrstilo med najboljših 100 v Ameriki, torej v zgodovini, ampak edina med top 10 je bila tista od Blondie, ki bomo danes slišali. Kaj Call On Me pa ne velja? Ne, Call On Me, to ne, ampak ali pa recimo Call Me Maybe. Ja, je tudi bila 9 tedna prva, ampak pač ni samo Call Me, ne? Ja. Ampak dobro, ampak te izpeljanke je bilo kar nekaj, ne? V karieri so Blondie posneli 11 studijskih albumov in prodali okoli 40 milijonov plošč, no Debbie Harry je potem v solo kariere dodala še, mislim, na 4 albume, tako da je kar nekaj, no. Ampak tisti hiti iz konca 70-ih in začetka 80-ih so najbolj znani in med tem je zagotovo torej hit Call Me iz leta 80. Torej Blondie. Čas je za najpopularnejšo pisarniško, izobraževalno, poučno igro na celem svetu, ki smo si jo zmislila mi dva s Tomažem. Zdaj smo tudi tebe povabila zraven, Anja, da jo igraš z nama. To je naključni članek na Wikipediji, igrate ga lahko vsi, tako da skočite na Wikipedijo, zgoraj levo so to 3 črtice za meni in tam kliknete na ključna stran, pa vam nekaj vrže ven, a lahko pa tudi na tipkovnici pritiskate Alt plus X in se ves čas generirajo nove naključne strani in se naučite kaj novega, zanimivega ali pa totalno brezveznega. Tako. Ok, Anja, kaj ti je ven vrglo? Obplotno grašico. Kaj je to, neko naselje? Ne, je zelnata trajnica iz družine metuljnic. Okay. Njeni cvetovi so svetlo-vijolične do umazano modre barve, dolžino zrastejo do 15 mm. Razširjena je med grmovjem po vsej Evropi in tudi v Srednji Aziji, cveti pa od maja do avgusta. Gledam jo zdaj tu, pa je taka lepa, v bistvu nisem še videla sicer. Kako se reče? Obplotna grašica oziroma Vicia sepium. Dobro, to reče, je v Evropi lahko, da sem jo že kdaj videl. Ja, mogoče. Pa verjetno nisi vedel, ampak je taka lepa. Ja, ok, hvala lepa, Anja. Meni pa je ven vrglo karavanseraj.
To je obcestno počivališče za sprejemanje in nastanitev karavan, pogosto tudi lokalno trgovsko središče ali vojaško oporišče. Karavanseraji so zagotavljali pretok blaga, ljudi in informacij in v zgodovini so nastajali ob poteh, ki so potekale v divjih, nenaseljenih krajih zaradi različnih nevarnosti, divje živali in roparji v glavnem. Zanimivo. Tako da, kot eno počivališče, recimo na avtocesti, ampak da je bilo za karavane, ne? Zanimivo. Isto, danes je marše pa pumpa, včasih pa so pač imeli, ne? On je imel ribe tam pa nekaj, so malo trgovali in se Svetli pazili. kakve nove informacije, tudi verjetno. Tako. Ok, to je bil naključni članek na Wikipediji. Leto je naokoli in v Belgiji v enem baru se je spet odvilo evropsko prvenstvo v oponašanju galebov. Anja, ti nisi tega poznala do včeraj, ne? Ne, nisem in me je kar presenetilo. No. Letos z več kot 70 tekmovalci iz več kot 15 držav, ki so se v galebe tudi našemili med tem, ko so jih oponašali. Letos je v otroški konkurenci zmagal Belgijec Arne, ki je galeba oponašal tako. Kar vredo, ne? Neverjetno, ja. Ne bi rekel, da je feroc, ne? Ne, res. V odrasli konkurenci pa je zmagala Norvežanka Karine, ki se je oglašala tako. Kaj te vem, ne? Ok, zdaj na koncu ampak na Zdaj začetku... na koncu ravno je bila ko opica, neka. Ko šimpanz. Ja. Se je zdela zdaj bolj podobno. Zdaj ne, da jaz lahko boljše naredim, ampak zdaj, če to za zmagovalno, ne? Na tem mestu pa moram izpostaviti nekoga, ki pa res zna oponašati, to je sin našega Dejana Vedlina, Oskar, ki bi zlahka pometel s konkurenco med galebi. Spomnimo se, kako zveni. Ne, da že vidim, morje pa ribe. Jaz sem to slišala, definitivno zmagovalec. Tako da Oskar bi mogel iti lepo v Belgijo, pa tam samo evo pa bi dobil pokal, ne vem kaj, dobil zlatega galeba ali kaj. Sicer pa se verjetno vsem nam poraja vprašanje, zakaj poteka to prvenstvo, in razlog je sila preprost, ker skušajo s tekmovanjem spremeniti pogled na galebe, ki jih mnogi vidijo kot vsiljive, ne? Organizator pravi, ko si na počitnicah, se vedno spomniš morskih valov in obglašanja galebov. Zato jih sprejmite z odprtim srcem. Ja, mogoče pa res, ja. Mogoče pa res, ali pa tudi ne, kaj te jaz vem. Jaz sem videl enkrat video enega galeba, ki je pojedel odraslega zajca, tako da jih ne bi preveč sprejemal z odprtim srcem, ampak čestitke vsem zmagovalcem. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.